In lep pozdravček vsem skupaj, dobrodošli na mojem videoblogu Jaz mikropodjetnica. Danes bomo govorili o tem, zakaj nas ponavadi ob kakšnih novih idejah, ki jih dobimo, nas okolica ne podpira. Prvi ključni razlog je zato, ker jih je strah. Strah jih je sprememb, kajti vsaka ideja, ki izhaja iz nas samih, je normalno, da naša okolica ne more točno razumeti, zakaj se gre, ker nima naših misli, naših čustev. Pa tudi, če so to osebe, ki so nam najbližje, nas imajo najraje na svetu. Torej, prvi razlog, zakaj ne dobimo morda tiste podpore, ki smo jo pričakovali, ki smo si jo želeli ob tem, ko izražamo svoje ideje, svoje želje, ne samo na poslovnem področju, seveda tudi v osebnem, ampak ker je to videoblog, ki se dotika poslovne tematike, bomo torej govorili glede poslovanja. Torej, tudi sama, če izpostavim seveda vse moje zgodbe oziroma vse to, kar delim z vami, gre skozi, oziroma je že šlo skozi moje izkušnje. Tako da tudi sama, ko sem sploh pomislila, da bi imela podjetje, da bi imela inštrukcije, da bi poučevala ples, se mi je zdela to res nora ideja. Torej, jaz končam, magistriram iz poslovnih ved in zdaj bom jaz učiteljica oziroma inštruktorica fizike najprej, potem matematike, kemije, pa učila bom ples, pa bom inštruktorica aerobike. To se mi zdela res nora ideja. In potem, ko sem izrazila v moji okolici, so si mislili, ja, kaj zdaj ti to neki sanjariš, ne? Ampak ta notranja intuicija oziroma to notranje vodstvo je bilo tako močno, da jaz še dan danes sledim temu glasu, pa čeprav še vedno se kdo najde in reče, ja, to je kar ne, ampak jaz vidim, da osrečujem ljudi, osrečujem tudi sebe, seveda na prvem mestu, mene to res veseli početi. Nenazadnje pa tudi okolica, kot sem rekla, okolico je strah sprememb. Kajti spremembe so že, če pogledam samo ne na naši obali, ampak mogoče za celo Slovenijo, nekako spet, če se vračamo te naše zakorenjene vzorce, spremembe niso dobre. Ok, mogoče spet drastične spremembe, da konstantno kaj spreminjaš, niso, ampak noben ekstrem ni dober. Torej, sprememba v smislu, ok, sem nesrečen v tej karieri, želim si nekaj drugega, vem, kaj si želim. Torej bom naredila spremembo. In naša kultura ni toliko usmerjena v to, da se spodbujajo spremembe, da gremo naprej, korak naprej. Mislim, da je ta občutek majhnosti predvsem v glavi, da se počutimo manj sposobni, se o tem je tudi veliko govora, kako smo v bistvu Slovenci res sposobni, a zaradi nekih preteklih izkušenj in seveda zgodovine, takšne kot smo jo imeli, si ne upamo sploh pokazati svojih potencialov. Kaj šele, da bi jih zaživeli. Ampak nam gre vedno boljše, moramo gledati optimistično. Torej, prvi razlog je strah pred spremembo. Drugi razlog, tudi zelo velik in je normalno v vseh kulturah, ne morem reči vseh, ampak vseh teh, kamor mi stremimo, je prisoten ta občutek oziroma skrb, kaj bodo pa drugi rekli. Ker, ko sem jaz povedala svoje želje, sem dobila občutek neodobravanja, kot nekega zavračanja, ja, ti si pa zdaj šla proti našim pričakovanjem, In seveda me je to prizadelo, ampak zdaj, ko gledam za nazaj, mi je vse jasno. Ker s tem, ko sem se začela manj ukvarjati z drugimi, še vedno seveda mi pomeni, če okolica pozitivno sprejema moje ideje, moje projekte, normalno, saj sem človek. Ampak, kar se tiče tretje točke, ki je v povezavi s to drugo, pa je to, da sem istočasno začela graditi to notranje samozaupanje.
Torej, kje bom našla moč, torej vir moči, ko me okolica ne bo podprla, jaz pa v sebi notri čutim, da je to, kar si želim početi. In tako sem jaz sama pri sebi začela razčiščevati, kaj si res želim, zakaj sploh kaj počnem. Recimo, lotila sem se tudi kdaj kakšnih projektov, ki mi niso bili ravno pri srcu, ampak sem rekla, okej, za zaslužiti, ne. Ampak čas je hitro pokazal, da to nisem jaz in zato, ker sem poslušala svoje občutke, svoja čustva, opazovala sem se, kako sem bila napeta. In zato sem rekla, okej, ne, to jaz nisem, zato grem naprej v mojo smer, na mojo pot. Ne bom rekla, da je bilo lahko, še dandanes in mislim, da se bom kar celo življenje, ampak tako je življenje, čudovito, nenehno se učimo. Torej, kot tretjo točko bi izpostavila to, da s tem, ko nas okolica ne podpira, nekako bildamo oziroma gradimo ta naš notranji tempelj. Torej, vsakič, ko iščemo potrditve zunaj, se moramo obrniti navznoter. In tam notri bomo našli veliko prepričanj, ki nam govorijo, nisi dovolj dobra, ma kaj boš ti, joj, v tej Sloveniji se ne moreš uspeti, je kriza, kaj sanjariš in tako naprej. Vsa ta prepričanja, ki vidiš, da te v bistvu omejujejo, in ko ti spremeniš ta prepričanja, se spremeni potem tudi tvoj svet. Velikokrat tudi omenim mojo fiziko. Mojo rečem zato, ker mi je fizika res pri srcu. Da torej to, kar smo mi sami, to, kar mi mislimo o nas samih, to potem tudi naša okolica začuti, ne. To je princip what you give is what you get, ne. Torej, če you give neko vibracijo oziroma frekvenco, you get this back, ne. Dobiš to nazaj. In to se zdaj vedno bolj govori, ne samo v fiziki, tudi na splošno na področju osebnostne rasti. Tako da torej, to so te 3 ključne točke oziroma razlogi, zakaj me moja okolica ne podpira pri mojih idejah. Torej, prva točka je strah. Strah pred spremembami, ne. Recimo, čez nekaj časa zanimivo te osebe, ki so me najprej zavrnile v smislu, ja, kaj se ti to greš, kaj sanjariš, ne, si končala šolo in tako naprej. Zdaj te osebe v meni vidijo pogum in so se same te osebe začele ukvarjati same s sabo in tudi s svojimi projekti, s svojimi željami. Tako da res, to je dokaz, da ko se mi spremenimo, se tudi naša okolica. Druga točka, torej vedno manj se ukvarja s tem, kaj bodo drugi rekli. In kot tretja točka, torej graditi svoj notranji tempelj oziroma kar notranji temelj, bomo rekli, ne, ker ko imamo dobro postavljene temelje, je potem vse lažje. Tako, to je bilo danes na kratko glede strahu iz naše okolice, ko povemo naše ideje. Še enkrat bom povedala, sem zelo vesela za vsa vprašanja, ki mi postavljate, sicer bolj na privat sporočila. Tako da vi kar, kot se boljše počutite. Mi se vidimo naslednji torek, do takrat pa vam postavim še eno nalogo za premisliti in sicer, zakaj mislite, da vas je tako strah, kaj bo rekla vaša okolica? Zakaj iščete potrditve zunaj sebe? Dobro premislite, od kje izvira to prepričanje, da me morajo vsi imeti radi. Kajti to se ne bo nikoli zgodilo, ker je normalno, ker smo si različni in podobno gre s podobnim. In tudi pri fiziki je tako, ne. Torej, tisto, kar mi damo ven, oziroma tista energija, ki jo mi damo, ponavadi tudi lepi nase tako energijo. Tako da razmislite res o tem, kar smo danes govorili, na naslednjič in pa uživajte še naprej ta čudovit torek. Lep pozdravček. Čau, čau.